Lepo pozdravljeni po prvomajskih praznikih, ko smo bili vsi tudi na gospodarski zbornici precej vzneseni zaradi tega, ker je pač bilo obhajanje nekega praznika z zelo veliko in močno tradicijo v Sloveniji, smo se odločili pripraviti srečanje z vami in sporočiti javnostim naše poglede na samo reformo, tudi zaradi tega, ker v tem kontekstu 1. maja ugotavljamo, da odgovorov na odprta vprašanja, dileme in probleme, ki so bili ob prvomajskem praznovanju še posebej izpostavljena, reformni program v tem trenutku ne ponuja. V teh časih se je zelo veliko udarjalo o slabšanju standarda zaposlenih, o povečevanju revščine v Sloveniji, o naraščanju pritiskov na najrazličnejše socialne transferje in seveda tudi na to, da imamo v Sloveniji predvsem med mladimi zelo majhne možnosti za zaposlovanje, za zaposlitev in seveda tudi za neko kariero v sami Sloveniji. In seveda bi od nacionalnega reformnega programa pričakovali, da bo ponudil odgovore, kako bomo te ključne probleme v Sloveniji odpravili. In če pogledamo ta reformni program, ugotovimo, da brezposelnosti, ki jo imamo v tem trenutku v Sloveniji, na precej visokem nivoju ne bomo zmanjševali, da socialni transferji še vedno predstavljajo prevelik del socialne varnosti med zaposlenimi. Mi mislimo, da je socialna država tista država, ki zagotavlja kvalitetno delovna mesta. Skratka, da je gospodarski rasti in temu, kako bomo mi naredili Slovenijo tako konkurenčno, da bo v Sloveniji posel našel ustrezne priložnosti, posvečeno v reformnem programu premalo prostora. Že sama diagnoza v reformnem programu, ki v tem trenutku smo, je po našem mnenju pomanjkljiva. Mi mislimo, da je visoka rast izvoza prišla sama od sebe, da je posledica nekega načrtnega delovanja v Sloveniji. Na gospodarski zbornici ugotavljamo, da temu ni tako. Reforme, ki so v samem naslovu že, mi pravimo, ostajajo brez neke konkretizacije, brez motorja. Ne bo pravih reform, ne bo sprememb, ki bi zagotovile hitrejše investiranje, potem tudi privabljanje investitorjev iz tujine in nazadnje tudi večje povpraševanje. Potem se odlagajo najrazličnejše rešitve za nek kasnejši čas, gre predvsem za reformo v javnem sektorju in nazadnje pred nami so pasti novih obremenitev, predvsem gre tukaj za obremenitve iz naslova dela in seveda tudi iz naslova energetskih obremenitev gospodarstva. V tem trenutku torej za slovensko gospodarstvo obstoji precej neznank in seveda tudi nestabilnosti in menimo, da je prav sedaj čas, da bi z nekim aktivnejšim pristopom, s konkretnejšimi predlogi za izhod iz trenutnih razmer lahko izkoristili torej te relativno ugodne razmere v mednarodnem poslovnem okolju in z spremembami ali pa z reformami samimi zajeli to potencialno ugodno gospodarsko okolje in tudi v Sloveniji zagotovili gospodarsko rast. Dvoodstotna ali nekaj čez gospodarska rast, ki je predvidena v reformnem programu, ne bo zagotovila dovolj delovnih mest, ne bo zagotovila tudi možnosti za to, da bomo zadolževanje, ki je potrebno v javnem sektorju, zmanjšali in predvsem ne bo zagotovila, da bo slovensko gospodarstvo bolj konkurenčno. Konkretno, kako na posameznih področjih, pa so tukaj sodelavki in sodelavec, ki bodo podrobneje to razložili. Dejstvo je, da nacionalni reformni program premajhno pozornost posveča temu večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in večjemu zaposlovanju. Istočasno pa predvideva zmanjševanje obveznosti proračuna v blagajnah, predvsem z naslova večjega števila delovno aktivnega prebivalstva. Pa naj bo to pri pokojninski blagajni ali pa pri zdravstveni. In če se zdaj usmerim na zdravstveno,
blagajno oziroma na reformo in resne sistemske spremembe, o katerih govorimo že zadnjih 10 let, se tudi v tem nacionalnem reformnem programu niso predvidene, saj ne v letih 15-16. Dejstvo je, da se daje tudi v teh 2 letih ključen poudarek pripravi določenih analiz in smernic, od tega, da se ponovno analizira finančne vire, njihovo porabo, istočasno pa ne predvideva konkretno ukrepanje. In to je tisto, kar je zmotno in kar ne vodi k rešitvam, ki jih mi kot plačniki in zavarovanci pričakujemo. Sami poznate težave, ki so znotraj zdravstvenega sistema in tudi nacionalni reformni program ugotavlja, da jih imamo kar nekaj, da ne govorim o podaljševanju čakalnih dob, ki so trenutno zelo aktualna tema. Istočasno pa seveda tudi program stabilnosti predvideva potrebna nova dodatna sredstva, ki jih bomo rabili v zdravstvenem sistemu do leta 2020, da ne govorim o še daljši časovnici, kajti že do leta 2020 je predvideno, da naj bi morali, da bodo odhodki, da rečem, zdravstvene blagajne se povečali kar za do 0,4 odstotne točke bruto domačega proizvoda. Po projekcijah zavoda naj bi znašal proračun javne blagajne leta 2020 2,8 milijarde. In to dobre, 2,8 milijarde. Delodajalci smo že v zadnjih letih s širitvijo osnov in s plačilom prispevka tudi na tiste oblike dela, ki do včeraj niso bile oprispevljene, plačali več kot 40 milijonov sredstev v zdravstveno blagajno in dejstvo je, da je v lanskem letu se proračun te blagajne povečal kar za 2,5 odstotka. Se pravi, da so izvajalci v lanskem letu dobili več kot 66 milijonov novega denarja, v prihodnje pa so pričakovanja še bistveno večja. In ob tem želimo poudariti, da delodajalci, kakor tudi zavarovanci, se pravi delovno aktivna populacija, še enkrat podčrtano, nismo pripravljeni in ne bomo plačevali dodatnih prispevkov ali trošarin, kako so bile želje še v mesecu decembru, in novih obremenitev z tega naslova. Ravno obratno, mi pričakujemo razbremenitve in istočasno seveda neke resne sistemske spremembe, ki bodo zmanjšale oziroma zagotovile racionalnejšo porabo teh sredstev, ki so trenutno na voljo. In če poudarim ponovno, kaj so naše zahteve? Naše zahteve so zelo jasne in večkrat objavljene. Optimizacija in specializacija mreže zdravstvene dejavnosti. Ravno zdaj, ko se pregovarjamo, kje bo in kako bo potekala reorganizacija urgenc in dežurstev v Sloveniji in kako bomo krepili primarno zdravstvo, je več kot očitno, da seveda nimamo nekih jasnih meril in kriterijev. In danes niti vam, niti nam ne zna zdravstvena politika oziroma ministrstvo odgovoriti, ali bo nova ureditev urgenc dražja ali bo cenejša. To so stvari, ki jih mi pričakujemo in ki bi morale biti od prvega trenutka jasne. Zahtevamo strogo razmejitev javnega in zasebnega sektorja, s tem, da seveda podpiramo zasebni sektor in njegovo konkurenčnost in seveda kvalitetno storitev. Ob tem, da pa mora biti cenovna politika jasna in da mora pacient oziroma zavarovanec dobiti specificiran račun. In to v javnem sektorju in tudi v zasebnem. Vi veste, da smo zagovorniki sistema denar naj sledi pacientu in da je naša zahteva, da se izvajalci obligirajo in izstavijo račun ob vsaki upravljeni storitvi. Tako da boste vi, kakor tudi javna blagajna, vedela, koliko in kaj komu zaračunavamo.
Smo za enakomernejšo obremenitev. Vi veste, da imamo čez 20 kategorij zavarovancev in da so njihove prispevne stopnje zelo različne. Mi zahtevamo, da se poenoti, da smo vsi državljani prvega reda, bi se temu reklo, in seveda, da se tudi neaktivno populacijo, upokojence, obremeni s prispevkom za zdravstveno zavarovanje. Če lahko delavka v tekstilni industriji od minimalne plače plača prispevek, potem bi ga moral tudi za zdravstveno blagajno participirati upokojenec. Smo za kvaliteten menedžment izvajalcev, za krajšanje obdobja nadomestila za bolniško odsotnost. Vse skozi poudarjamo, da je potrebna redefinicija košarice pravic. Ob tem se je treba pogovarjati o tem, ali želimo več denarja za storitve, ali ga bomo dajali v nezdravstvene dejavnosti oziroma v nadomestila. Zahtevamo, da se uvede čakalni dan, se pravi neplačan dan, da se limitira bolniška odsotnost in da se zmanjša trajanje plačila nadomestila za bolniško z naslova, ki gre v breme delodajalca, ob tem, da sodimo, da je nadomestilo vsaj v tistem delu, ko gre za bolniško odsotnost z naslova poškodb in bolezni izven dela, previsoka. Ne nazadnje smo poudarili že večkrat, da se je treba pogovarjati o prispevni stopnji 0,53 od bruto plače za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Z tega naslova se zbere 80 milijonov evrov letno, vendar se nenamensko porablja. Zahtevamo, da se uvede diferencirana prispevna stopnja in da se tudi v višini stopnje tega prispevka, ki je po naši oceni lahko bistveno nižja, pogovarjamo za pogajalsko mizo. In da ne rečem še tudi to, da je kolektivna pogodba zdravstvene dejavnosti tema, o kateri že več let govorimo, da je treba odpreti, da je treba pogledati, katere pravice, ki so po naši oceni sorazmerno previsoke, visoke in pogosto neutemeljene, saj z naslova nadomestil, je treba znižati in zmanjšati v tem smislu strošek dela. Prav tako je tema absentizem med delavci v zdravstveni dejavnosti, ki je tema, ki se nekako tudi politika noče lotiti. Kakor vidite, imamo cel kup izhodišč, ki so danes in problemov, ki so danes jasna in katere številke, bi rekel, so tudi več kot jasne, kažejo na to, da je treba pristopiti k aktivnostim in ne samo analizirati. Zdi se nam pa, da je ključen razlog za to, da ne pristopimo k izvedbi teh sistemskih sprememb v nekem strahu, v neki slabi komunikaciji in neustrezni koordinaciji interesov, ki se v zdravstveni dejavnosti pojavljajo. V nekoliko širšem kontekstu o pametni specializaciji, v smislu konkurenčnosti Slovenije, od novembra lani je služba Evropske komisije objavila analizo, po kateri je Slovenija uvrščena v zadnjo četrto skupino članic Evropske unije, ki imajo po podatkih od leta 2007 do 2012 doseženo podpovprečno konkurenčnost, ki nazaduje, ki ne napreduje in je v družbi držav Bolgarija, Romunija, Malta in še nekatere. Hkrati je v tej analizi Slovenija na repu med članicami po strateški naravnanosti državne administracije in sposobnosti izvajanja sprejetih politik. Kot argument takšni oceni med ostalim navaja neizvajanje raziskovalne inovacijske strategije, ki je bila sprejeta leta 2012 in slovenske industrijske politike sprejete januarja 2013 in dopolnjuje s tem, da naj bi to praznino dopolnila, nadgradila nastajajoča strategija pametne specializacije, ki je strategija, s katero se odločamo kam in na kakšen način bomo vlagali javna in zasebna sredstva v raziskave inovacije,
da bi bile čim prej doseženi učinki na trgu. Zato bi pričakovali, da bi nacionalni reformni program v delu, ki se nanaša na spodbude za rast in razvoj, opredelil konkretne ukrepe, iz katerih bi bilo razvidno, da ta analiza, ki temelji na podatkih do leta 2012, da z aktualno vlado sprejema ukrepe, ki bodo v bistvu te pomanjkljivosti nadomestile. Da bo usmerjenost državne administracije v strategije, v strateško načrtovanje za leta do 2012 in naprej bolj učinkovita in da bo bolj sposobno koordinirati razdrobljena ministrstva med sabo, da bodo ukrepi uravnoteženi in da se bodo izvajale politike ključne v tekmi na globalnem trgu. Žal se v nacionalnem reformnem programu v poglavju skladnost strategij bolj navaja nek vidik želenega stanja kot dejanskega. Dejstvo je, da se raziskovalna inovacijska strategija in slovenska industrijska politika da nista usklajeni, da se ne izvaja oziroma se zelo pomanjkljivo in da se strategija pametne specializacije, kot je vam znano, rojeva že 2 leti in pol. Po lanski avgustovski verziji, ki jo je relativno ugodno s priporočili za dopolnila ocenil ugleden evropski ekspert, je aktualna vlada izgubila več kot pol leta za presojo dokumenta avgustovskega v domači akademski sferi. Ta je dokument po izjavah sodelujočih dopolnjeval v smeri, s katero bi slovenska znanost, ker ta s svojimi dosežki presega uporabnost tega znanja v slovenski industriji, sredstvi pametne specializacije za več doktorjev znanosti v industriji prevzela ključno vlogo za povečevanje dodane vrednosti v novih produktih, storitvah in poslovnih modelih. Očitno tudi z vizijo, ki je nam pač bila dana na pogled, njihov dokument ni javno objavljen, da bi se Slovenija s sonaravnimi tehnologijami usmerila v sonaravni razvoj in zdravje ljudi v dobršni meri, mimo kompetenc, kapacitet in naložb industrije v zelene tehnologije in poslovne modele, s katerimi lahko konkurirajo na trgu, posebej izvozne industrije. In kaj se s pametno specializacijo dogaja danes, v zadnjem mesecu? Ekipa, ki je bila nosilec priprav pametne specializacije do jeseni lani, je ponovno dobila priložnost, da jo nadgradi. Trenutno je v objavi poziv za zbiranje načrtov industrije, kam vlagala, iz česar bi bilo mogoče razbrati, katera so tista področja, v katera bo vlagala slovenska industrija na način, da bo vključevala slovensko znanje, raziskovalnih institucij, univerz in katera bo pripravljena vključevati tudi svojo dobaviteljsko verigo. To je zelo pozitivno, ampak žal leto in pol prepozno. In kaj pričakujemo, da se bo dogajalo v naslednjem mesecu in pol? Po rokovniku vlade naj bi bila ta strategija sprejeta do konca julija, da bo ekipa lahko delovala strokovno in uravnoteženo naprej, da bo vključevala tako službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko in obe resorni ministrstvi, MGRT in MIZŠ, da bo vizijo pametne specializacije naslonila na krepitev konkurenčnosti, inovacijske sposobnosti, globalnih kompetenc slovenske industrije, ki je že na trgu, da bo ta sposobna biti vključena v procese reindustrializacije zlasti na nemškem trgu, kjer za industrijo 4.0 nemška vlada postavlja cilj, da se bo v roku 5 let 85% podjetij prilagodilo tako, da bo za 25% povečalo produktivnost. In to zahtevo bo postavljalo v dobaviteljski verigi navzdol. Pričakujemo, da se bodo legitimno izbrana področja pametne specializacije, ki so bila dogovorjena v avgustovski verziji, nadgradila, da bosta oba stebra krepitev inovacijskega okolja in verig vrednosti gradila tako na obstoječi industriji, da se bo ta diversificirala, ne samo s takšno težo, kot je bila v avgustovski verziji, na start-upih, preko katerih naj bi Slovenija dosegla ključni razvojni preboj. Da bo opredelil učinkovite in predvidljive instrumente povezovanja, tudi voucherje, mlade raziskovalce, demonstracijske projekte, inovativna javna naročila, ki smo jih vse doslej imeli zgolj na papirju, v praksi pa zato zmanjka znanja tudi pri administraciji.
Pričakujemo, da bo nova strategija ukrepe za povezovanje znanja industrije, ki so ključna rak rana slovenskega poslovnega okolja in družbe, gradila na vsebinski analizi dosedanjih oblik povezovanja, ker doslej kritična presoja uspehov in slabosti v dosedanjih instrumentih, centrih, odličnosti, kompetenčnih centrih, razvojnih centrih ni bila izvedena. In manjka razlaga, zakaj presenetljivo visoke investicije v raziskave in razvoj v gospodarskih družbah nimajo večjih učinkov v konkretnih produktih in dodani vrednosti. Po vlaganjih smo na ravni Nemčije in Danske, po učinkih na nivoju Portugalske. Pričakujemo, da bo v nadaljevanju strategija opredelila jasne, merljive cilje, ki bodo hkrati tudi merilo za izbor nosilnih programov, delovna mesta, dodana vrednost, vsaj za pol višja kot je danes, uporabnost, tudi v doseganju podnebnih ciljev, mednarodna konkurenčnost, povezovanje z drugimi programi, zlasti z obzorjem 2020, na katerem so danes nekatera podjetja in institucije zelo hendikepirani, ker slovenska strategija pametne specializacije še ni sprejeta, je pa pogoj, da se v te programe vključijo. Skratka, cilji, kako čim bliže in čim hitreje doseči učinke na trgu. Ključno je, da se bodo v procesih opredelitve iskanja prioritet kot nosilnik našla podjetja, konzorciji, ki so investicijsko sposobni so investiranja v razvoj inovacije z obstoječo globalno kompetenco, še enkrat, ki so že na trgu, sposobna povezovanja, ker je to edini način, da bomo multiplicirali večkrat malo manj kot 500 milijonov sredstev, ki so za pametno specializacijo v 5 letih na razpolago. V bistvu je to pol manj, kot plačujemo za obresti, 1/3 tistega, kar plačujemo za pokojninsko blagajno in še kaj. In še nekaj, zelo pomembno, da se bodo ukrepi strategije pametne specializacije na primer način uporabili pri izvajanju operativnega programa, ker ne gre zgolj samo za denar, ampak na to, kako bodo sredstva evropska in nacionalna porabljena v politiki izobraževanja in ostalih, ki so ključni indikatorji, v bistvu ključni dejavniki, kako bomo z denarjem, ki ga bomo vlagali v raziskave in razvoj, dosegali konkretne učinke. Tisto, kar je pa od vsega najbolj bistveno, naredili bomo dober dokument v demokratičnem procesu komunikaciji, če pa ne bomo opredelili zelo jasnih ukrepov, kdo in kako bo upravljal strategijo pametne specializacije, bomo ostali še enkrat zgolj pri papirju. Dejstev, ki dokazujejo, da je potrebno politiko upravljanja kohezijske politike bistveno spremeniti, imamo v nekaj preteklih letih veliko, ključni med njimi pa so ne nazadnje dosedanji procesi načrtovanja, pametne specializacije, operativnega programa, strategije razvoja Slovenije, propadli razpisi kot zadnji 30-milijonski razpis za Spirit, vodenje RCSG-jev, razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, preklic 2 pogodb, ki so tudi pri tistih investitorjih, ki so sposobni v bistvu povezovanja, stopno zaupanja v državno administracijo, ki takšne projekte vodi, spravili do dna. In vprašanje je, kako jih bo mogoče ponovno zmotivirati, da se bodo v procese investiranja v slovenskem področju na način povezovanja še pripravljeni vključevati. In ne nazadnje, Tehnološka agencija Slovenije, o kateri se nič ne govori, izgubila se je v Spiritu, v šali rečemo, da se je izgubila v Špiritu, in zelo ključno je, da bomo vzpostavili primerne vzvode, ne samo za delitev sredstev, ampak za platformo povezovanja, ki je za slovensko industrijo, gospodarstvo in tudi družbo ključnega pomena. Hvala. Veste, javna naročila v Sloveniji predstavlja pretežni del javne porabe, to je skoraj okoli 4 milijarde evrov na letni ravni. Pri tem država se zasleduje gospodarno ustravljanje z javnimi sredstvi. Predvsem to pa se je v preteklosti pokazalo kot pomanjkljivo, kar lahko pripišemo predvsem preveliki uporabi merila najnižje cene, netransparentnosti in seveda predvsem tudi nepoznavanju predmetov javnega naročanja. Po podatkih za leto 2013 je bilo pri izbiri najugodnejšega ponudnika največkrat uporabljeno merilo najnižja cena in sicer kar v 81% vseh oddanih javnih naročil.
Ta delež je v razvitejših državah članicah EU bistveno nižji, dosega tudi 50%, saj seveda te države dajo poudarek merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe. Nacionalni reformni program 15-16 sedaj predvideva prenovo javnega naročanja, vendar brez nekaterih ključnih sprememb oziroma konkretizacije reform tako na področju zakonodaje, še manj pa na področju same izvedbe javnega naročanja. Še v prvem osnutku NRP tudi tega ni bilo, oziroma je bil fokus izključno samo na izvedbi določenih e-orodij za javno naročanje. Takšen pristop po naši oceni ne bo zagotavljal boljše izvedbe ali pa boljše rabe javnih sredstev, ker vemo, da ključnih investicij seveda ne moremo izvajati preko e-dražb. Gre predvsem za investicije v infrastrukturo, ki so v večji meri sofinancirane tudi z evropskimi sredstvi. V letu 2013 je bilo od vseh javnih naročil delež tistih sofinanciranjem iz EU sredstev kar za več kot 1,5 milijarde evrov. To je enkrat več kot v letu 2012, pričakujemo pa lahko, da je ta delež v letu 2014 narasel, ker iz podatkov vemo, da je leta 2014 potekalo pospešeno koriščenje sofinanciranje sredstvi EU, predvsem na nekaterih ključnih infrastrukturnih področjih. Še v letu 2015 pa je prav zaradi slabo pripravljene razpisne dokumentacije ogroženo veliko število projektov iz kohezije, ki zaradi nerešenih vprašanj za izvedbo javnega naročanja, predvsem ponavljanja napak iz preteklosti, lahko pomeni zamudo projektov in dolgoročno izgubo sofinanciranja strani Evropske unije. Prav tako pa vemo, da lahko v finančni perspektivi pričakujemo za 3,2 milijarde evropskih sredstev. Te mora Slovenija počrpati učinkovito in v rokih, zato pa potrebujemo seveda predvidljivo zakonodajo, priporočila, smernice, ki bodo dale predvsem prave strokovne usmeritve za bodoča javna naročila. In tega vlada brez sodelovanja strokovne in zainteresirane javnosti ne bo dosegla. Kaj manjka na področju reforme javnega naročanja in kaj pričakujemo? Pričakujemo usposobljene javne naročnike, ki bodo odgovorno ostali za vsebino javnega naročila, s tem pa omogočili enakopravnejše razpisne pogoje za ponudnike, boljše pripravljena javna naročila in izbor ponudnikov ne samo na podlagi najnižje cene, temveč tudi na podlagi kvalitativnih kriterijev, še posebej pa v segmentu storitvenih dejavnosti. Treba je vedeti, danes za slabo oddana javna naročila ne odgovarja v Sloveniji nihče. Pričakujemo tudi uvedbo dvostopenjskega pravnega varstva, ki mora zagotoviti možnost pritožbe, prave pritožbe na drugi stopnji in je drugačna, bistveno drugačna od sedaj uveljavljenega sistema. Manjka, ali pa pričakujemo tudi seveda preprečevanje socialnega dumpinga skozi javno naročanje, s tem večkrat povezano tudi presojo in izločanje nenormalno nizkih ponudb. Tudi tega sedaj v Sloveniji ne preverja ali pa izvaja nihče. In pričakujemo uravnotežene mehanizme za poplačila podizvajalcev in izvajalcev hkrati. NRP ne daje poudarka tem izpostavljenim vsebinam, ki so po naši oceni ključni. Če želimo v bodoče bistveno bolje razpolagati sredstvi državnega proračuna po načelu best value for money, ni dovolj, da se osredotočamo na e-dražbe, e-postopke, ki so vsekakor tudi pomembni, temveč moramo zagotoviti vse, kar je za to potrebno, tudi vključevanje strokovne ali strokovnjakov v pripravo razpisne dokumentacije. Na podlagi slabih izkušenj, kot je recimo primer Opera Ballet Ljubljana in pa drugi državni projekti iz preteklosti, moramo poiskati odgovore za izboljšanje celotne infrastrukture javnega naročanja. Mi sicer, moram reči, predloga sindikalne strani v zvezi s spremembo zakona o minimalni plači še nismo videli. Smo pa neformalno obveščeni, da gre za predlog, iz katerega bi se iz minimalne plače izločili 3 dodatki. Dodatek za nočno delo, za nedeljsko delo in za praznike. Ob tem želimo poudariti, da je gospodarska zbornica ne pristaja na kakršnokoli redefinicijo minimalne plače v smislu izločanja teh dodatkov na pogoje dela, iz razloga, ker so stroški dela v Sloveniji že tako previsoki. To je prvi razlog in v tem trenutku ogrožanje delovnih mest, ki bi jih tak dvig minimalne plače povzročil, pomeni popolno kontradikcijo tistemu, kar smo predhodno govorili.
Vlada pričakuje povečanje število delovno aktivnega prebivalstva, zavarovancev, plačnikov v javne blagajne, zmanjšuje predvidena proračunska sredstva za te namene, istočasno pa so zdaj trendi, seveda je tukaj vprašanje, kako bo odreagirala vlada, ki kažejo na to, da bi se strošek dela v prihodnje še povečal. Treba je poudariti tudi naslednje. Slovenija je ravno v obdobju 2008-2013 imela največje povišanje minimalne plače v Evropi. Kar 28,% se je povečala minimalna plača v tem obdobju 8-13, medtem ko je več kot polovica članic Evropske unije realno v tem času minimalno plačo zniževala. Slovenija je čisto v špici po razmerju med minimalno plačo in povprečno plačo. 51,4% znaša in to je eden najvišjih odstotkov v Evropi. Se pravi, da s takim zviševanjem povzročamo še večjo uravnilovko v Sloveniji. Istočasno je dejstvo, da je v Sloveniji trenutno 48.000 zaposlenih na minimalni plači, od tega jih je 11.000 v predelovalni industriji, 8.100 v trgovini, 6.400 v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, 4.800 v izobraževanju in 4.500 v gradbeništvu. To so več ali manj dejavnosti, ki imajo relativno nizko dodano vrednost in tako strošek dela na enoto, bi rekel, že predstavlja na 70, 80 in 90%. Ogrožene so dejavnosti, kjer je ogromno tega dodatka nočnega dela, kot so varovanje, vsa proizvodna, kot je gostinstvo, turizem, trgovina in treba je smiselno odreagirati in seveda opozoriti javnost in seveda pobudnike na to, kaj lahko prinese tovrstna sprememba. Mi bomo poskušali, seveda, glede na to, da ne bi bil predlog o ustreznih podpisih vložen v Državni zbor, tudi ustrezno informirati poslanske skupine in narediti vse, kar je v naši moči, da do te spremembe ne pride.